V Splošni knjižnici Slovenske Konjice je 18. in 19. novembra 2016 v sklopu prireditev ob Dnevu slovenskih splošnih knjižnic potekal drugi literarni festival Spirala. Ob tej priložnosti je šla tudi druga številka literarne revije z istim imenom Spirala. V njej se najdejo zanimive literarne vsebine večinoma še neuveljavljenih piscev. Uredniški odbor je med kratkimi zgodbami, pravljicami in pesmimi, ki jih je prejel na javnem razpisu, izbral najbolj kakovostne vsebine. Festivalsko dogajanje pa so organizatorji razdelili na dva dela. Začetek festivala je bil namenjen otroškemu delu publike s predstavo Kamišibaj v izvedbi Špele Juhart in Metke Damjan. Predstavili sta pripovedno gledališče ob slikah na odru. Ta gledališka zvrst prihaja z Japonske, kjer kami pomeni papir, šibaj pa gledališče. Izvajalec stoji ob malem lesenem odru, na katerem v slikah teče zgodba, ki jo ta pripoveduje. Slike prikazujejo pomembne dogodke v zgodbi, podobno kot pri stripu. Izvirnost, mojstrstvo risanja in sugestivnost pripovedovanja potegneta gledalca v vrtinec dogodkov. Kamišibaj pri nas, tako med izvajalci in tudi med gledalci, postaja vse bolj popularna izrazna forma, ki se s pridom uporablja v pedagogiki in terapiji kot odlično didaktično sredstvo, poseben izziv pa predstavlja umetnikom, slovenskim likovnim in gledališkim ustvarjalcem. Japonci pri Kamišibaju pravijo, da je najpomembnejši kyokan. To je posebna povezava občinstva z izvajalcem in nastanek za Kamišibaj značilne atmosfere, ki združi ne le različne umetniške oblike v eno, ampak ob tem ustvari poseben, realnosti vzporeden svet umetnosti in domišljije. V soboto ob 18. uri pa so v čitalnici Splošne knjižnice Slovenske Konjice prisluhnili prebiranju pesmi, zgodb in pravljic iz ust Aleša Jelenka, Tonija Jelen, Maje Furman, Danija Bedrača, Dareta Goznikarja, Veronike Šoster in Irine Lešnik. Za glasbeni predah je poskrbel Kristjan Koželj. Dolgo se je nekaj drobne jeseni prilepila silno neobudna reč. Naj se je še tako trudil, po noči ni in ni mogel zaspati. Tako se je po 4 mučnih neprespanih nočeh odločil preizkusiti medvedova medvila za dober spanec. Obrusal je vse svoje zaloge hrane v zadnje vrtinice in se s polnim trebuhom zavril v postelj. A spanca ni in ni hotelo biti. Voka je tiščalo in črvičilo, da se je celo noč pretavljal z levega na desno. Naslednji večer je preizkusil še zajčo na svet. Ugodno se je namestil v posteljo, se pokril z idejo, zaprl oči in se v misli priklical v žredico poskorčnih očic. Najprej je priskakljala prva. Do druga in tretja in bolj so skakali in prijetno gledali, bolj so se mu prostili slune. Smokajoč je vstal in odkril se v domare, da bi pomiril kruleči želoček, a naletel je na zgor prazne police. Presneta prevaranta, se je hudoval nad zajcem in medvedom, kajti to noč mu je spanec ukradla lašče. Nato ga je že čisto obupanega obiskala sova in se ponudila, da mu prebere pravljico za lahko noč. Nekoč je živela ljubka deklica, je pričela s pomrejočim glasom in volk je zavzeto prisluhnil. Sprva se mu je celo malce zjekalo, a bolj se je pravljica bližala koncu, bolj divje je bila. Ko pa je sova zaključila z branjem in vzorili, kaj takega, da bi se jaz volk preoblačil v marico in da bi se pustil takole ujeti lovcu, a kakšni takoli je, pripriči se povedal s svojimi buhlicami, je zarenčal. In sova je potrapalno odletela. Volk pa se seveda od same razburjenosti, tudi tokrat bi zatisnil očesa. Pa je naslednji dan naletel na lisičko, ki je igrivo pometala svoje dvorišče in se požviždavala. Pa glej, kaj pa je tebe tako zdelala?
že 7 noči ne spi. Lisička se je naslonila na metlo, malce pomigala smrčkom in se zazrla nekam vzgor, kot da globoko razmišlja. Torej, samo še ena noč, je rekla in hitela s pojasnevanjem. A veš, nekoč je namreč neki lisjak postavil gozdni rekord v prevedenih nočih. Zdržal je polnih 7 noči, no potem pa ga je zmanjkalo. In pomisli, od takrat nihče ni uspel preseči tega rekorda, niti čuk, je pomenilo pokimala. Pa se pa bojim, da tudi tebi ne bo uspelo. Preveč utrujen se mi zdiš. Pa, to je bilo. Z lahkoto prevedim celo noč. Veva stari? Lisička je delala takoj za stvari. In če izgubiš stavo, boš jutri takole švist, pometal tole moje dvorišče veljati, jo sklinila in se zavrtila okoli metre. Ja, to je drugo, in sta se segla v šafe. Tako je zvečer Volk prigal v posteljo in se nasmihnil v misli na nov gozdni rekord. A bolj se je tudi obdržati odprte oči, bolj ga je vjetro v srcam, dokler se ni z volčje luknje zaslišalo. Naslednje jutro se je spočit in naspano odpravil k lisički ter švist, pometal pred njim pravom. V gozdu pa še danes velja rekord tistega lisjaka, ki je prevedel polni 7 noči. Če seveda veljamo na lisički. Po končanem branju so v dvorani Doma kulture nadaljevali z glasbeno-literarnim večerom z Bino Štampež-Mavc, pesnico, pisateljico, režiserko in prevajalko ter Vaskom Atanasovskim, saksofonistom in flavtistom. Je davnih dni Evridika ljubila pevca Orfeja. In Orfej, kot Evridiko, je ljubil liro pesniško. Je ljubil liro pesniško, kot njega je ljubila lira. In pel je nanjo presladko iz daljnih strun se mira. Da trave so polegale, boginje se smehljale, nevihte grom utišale in vzdihovale skale. Še zlati sončni voz neba zastal je sredi dneva in divji veter iz gora utišal sapo gneva. Obstala v gozdu jelenjad začarana sred dira in slab prek skale slišal pad, ko je zapela lira. Predil je razvesnili grom zaspal je v krotkih stokih in lovec svoj lovsko slo utišal v lire zvokih. Nasmihalo se je nebo, na njem oblaki jezni, ko Orfej za Evridiko je pel kot bard ljubezni. Ljubezni prebujal dan, ko da je čas brez kraja, na lutnjo radosti ubran in svet podoba raja. Ahadovska Persefona živim ljudem ne mila, Evridiko in Orfeja z usodo je ločila. Presula je v klepsidri čas z okrutnostjo boginje, ki ni mar za lep obraz, njen dar je trpko brinje. Evridiko je snedel had, ko je najbolj ljubila, je čakal nanjo črni gat, nanj bosa je stopila. Iz narta drobna sled krvi kanila je na travo in sonce zlato potemni nad njeno mrtvo glavo.
začetne besede večera je zbranim poslušalcem namenil priznan in priljubljen gledališki in filmski igralec Pavle Ravno Hrib kot častni govornik dogodka. Pogovor je vodila Zora Jurič. Organizatorji so bili veseli, da je tudi letošnji dvodnevni festivalski program Spirala privabil številne ljubitelje kakovostne pisane besede in glasbe.